Ni v redu. Držam malo distance, 10 metrov. Ok, midva se javila tule poti na Kamniško sedlo. Plan je iti na Brano, prvo so hotela na Planjavo, ampak je kar pokal vse skupaj, ker se je pač taližil vse skupaj, tako da bo verjetno kar Brana, če ne samo sedlo. Tule smo prišli zdaj do prvega plazu. Je še v gozdu, tako da bomo videla, kamor bo šla. Če srebrno sedlo ziher ne. A ne? Tule je frišen nametan. Moje 5 minut pred nama, da je to čez. Mojster misli, da je na maratonu. Tako je užgal, da sem kumi sledil. Gor pa skozi poka. Tako da bo videla, kakšne bojo razmere od sedla naprej. Zaenkrat slišati grozen. Pa že mega naj neki lovi. Ajde. Kaj pa gleda naprej? Druga nama ne prostane, ne. To je to. Pri pastirčkih. Megla naj jo dobro lovi. Lih na meji sva, tako da... Mogoče bo pa res laufal. Pilava še kar v bistvu na Brano, Planjava je padla ven iz plana, preveč poka. Probimo vse Brano ujeti, ne? Nisem na soncu, ampak še vse je tako vroče. Kot da bi res bilo poletje, stari. To je ziher zdaj plus 10, plus ne vem. Mi sem eno pavzo naredila tukaj v zimski sobi. Na hitro sem rekel, da predstavim, kaj imeti s sabo na vsaki turi. In to je prva pomoč, zavzame ful malo prostora, ful je lahka, najbolj že če ima noter še torej astrofolijo, fajn preveriti. Naslednja stvar, bivak vreča, lifesaver. Nikoli ne veš, kje počakaš, ne veš, kaj se ti lahko zgodi, ne veš, kje boš mogel prespati. Hribi so nepredvidljivi, tako da obvezna. Lučka. Če startaš ob 5 zjutraj, pa začneš hoditi, ko je že svetlo, nima veze. Nikoli ne veš, kje boš počakal, kaj se ti bo zalomil. Lučka je vedno s sabo. Na zimskih turah zimske rokavice, rezervne rokavice, tole volnene rokavice. Je pa pač tako že, če se malo preseravaš z udobjem, no. Ampak top izbira. Če gremo na zimsko turo, nima veze, kam gremo, ne vemo kakve bodo razmere, dereze, pač rabiš, ne rabiš, tako sem v prejšnjem vlogu povedal, dereze so pač pri zimskih turah obvezne. Cepini so pač, to pa odvisno od kakšne ture, torej odvisno od ture, ki jo planiramo, primeren cepin pač vzamemo. Čelada. Ni nujno, da bomo padali, lahko nam pade kaj na glavo, lahko nam gamsi kaj prožijo, ampak je zelo priporočljivo imeti s sabo. Tako da izgleda tale zimska soba.
Ležišč je več kot preveč. Absolutno priporočam vzeti s sabo spalke. To je to, a sva? Evo, čas sta res, a ne? Sam je način. Čez skale, pa pol direkt gor, prečka desno, pa prija itak nujno pot pa levo gor. Ja. Kak je vote? Ni v redu. Ni v redu. Se vidi. S čim mava upravka. Prš. Pa zmržen na vrhu. Težko se odločiti. Ja, težko se odločiti, tam tole ni v redu. To ni v redu. To ni nič. Ne primere. To ni nič. Sem mislil, da bo trdo, veš, klede. Tudi jaz. Mislil, ajde, tamle napiham, tle pa zdi, ker bo trdo, ne, potem. Ja. Čist nestabilno stoji. Jaz se postavila, smo se pa tudi, ne. Nič, pa, obrneva. Najbolj. Ja, ni v redu. Mama mi je vedno pravila. Pravi hribovec je tist, ki ve, kdaj obrniti, ne tist, ki gre z glavo čez zid. Čeprav se da tudi tako včasih priti kam, ampak... Ampak ja. V glavnem razmere niso v redu. Vrhu je zmrznen, spod je pač prš, nič ne prime. Če ne gre, ne gre. Glavno smo se odločili, da greva ob skalah prečiti na drugo stran, zaradi tega, ker tam vmes ni lih najbolj stabilen. Prej so sicer prečila, ampak rajš ne bi dvakrat. Mislim, da bi mogla že videti kočo, ampak je pač ta zamet toliko velik, da se ne vidi. Zahod pa počasi se približuje, no. Jaz bom prečil, držam malo distance, na 10 metrov.
zakaj ti hodiš?